Hojla in dobrodošel v izzivih, v mesečnih izzivih. Zdaj, tole bo en tak kratek uvodni video, upam, da bo kratek, na to temo, to se pravi predstavim pravzaprav, čemu so te izzivi namenjeni, zakaj sem jih pravzaprav naredila in kako jih lahko ti uporabiš za svoj online edubiznis in za grajenje svojega spletnega tečaja in svojega spletnega, bom rekla, edukacijskega biznisa. Pogledamo v bistvu, kako so sestavljeni, to se pravi, kako se jih lotiti. Dam nekaj priporočil, torej tudi, kako jih uporabiti v svojem praktičnem življenju, bi se rekla, to se pravi, dejansko jih uporabiti zato, da s njihovo pomočjo gradiš svoj biznis in pa nekaj malega tudi o tem, kakšna je še potem moja dodatna podpora oziroma kaj vse je poleg teh izzivov zraven. Torej, čemu so namenjeni izzivi? No, zdaj, jaz sem v svoji praksi v bistvu ugotovila, da v bistvu veliko edopodjetnikov, ki gradi spletne tečaje, jih gradi seveda z namenom, da jih potem prodajamo. To se pravi, dejansko smo edopodjetniki in nimamo zdaj tisto, da bi to bil spletni tečaj, ki ga zgradimo zato, ker ga imamo od nekje že naročenega, ampak ga dostikrat v bistvu zgradimo prav za ta namen, da ga bomo v bistvu potem še prodajali ali pa v bistvu dali nekako na trg, ne. Tukaj bi zdaj tudi zelo rada opozorila na to, da velikokrat, tudi če smo že podjetniki ali pa edopodjetniki, če imamo klasičen biznis, je velika verjetnost, da bojo tečaji, ko jih posnamemo, bom rekla, nekako targetirali druge ciljne skupine, ne. Skratka, ni vedno nujno, da ciljna skupina, s katero že delamo, da bo pač ta ciljna skupina ista. Skratka, ni dovolj samo, da zgradimo, ampak dejansko zraven potrebujemo vse tiste zadeve, ki gradijo, bom rekla, ta celoten edubiznis od promocije, prodaje do vzpostavitve vseh sistemov in tako naprej. Tako da v bistvu spletni izzivi oziroma ti mesečni izzivi so torej namenjeni temu, da zgradimo oziroma da vam pomagam graditi, da ti pomagam graditi ta tvoj online edubiznis. Predvsem pa sem opazila še eno stvar pri edopodjetnikih, s katerimi sem do zdaj sodelovala, je pa to, da imajo težave se usesti in iti narediti stvari. Skratka, včasih je to sicer povezano s tem, da ne vejo točno, kaj bi v naslednjem koraku naredili, pa kaj je v bistvu treba najprej, pa kaj potem. Včasih je to povezano malo z motivacijo, ne, so te stvari, te tehnične, pa rečem malo tečne, pa jih dajo malo na stran in tako naprej. Skratka, mesečni izzivi so res narejeni temu, da te v bistvu za roko peljem skozi vse procese v nekem smiselnem zaporedju. Vsi izzivi sledijo, rekla, tistemu zaporedju od ponudbe do prodaje. To se pravi, če si še nisi pogledal spletnega tečaja oziroma bolj e-predavanja od ponudbe do prodaje, 6 stebrov online edubiznisa, predlagam, da si najprej to pogledaš, da bojo stvari jasne, da se vidi, zakaj v bistvu je tako zaporedje, kot sem ga naredila. Res sem dala veliko, bom rekla, pozornosti in poudarka na temu, da dejansko peljejo stvari v tistem logičnem zaporedju oziroma v tistem zaporedju, kaj je res potrebno v naslednjem koraku narediti, ne. To se pravi, da ne skačemo zdaj levo, desno, pa delamo stvari, ki mogoče v tem momentu niso pomembne, ampak res gradimo sproti od ponudbe do prodaje in vse tiste zadeve, od kreiranja digitalnega produkta, upravljanja platform, promocije in vseh teh zadev. To se pravi, stvari sem, zato da so majčkeno lažje razumljive oziroma da so majčkeno bolj prilagojene, celemu procesu, sem jih razdelila v 3 faze. In sicer prva faza je štartna faza in traja samo res en mesec. Mogoče kakšen teden več, zdaj tukaj bom tako rekla, to so časovnica je prilagojena temu, kot sem si jaz zamislila in ustreza temu, če delaš res, bom rekla, vsak teden 2 do 4 ure. Zdaj odvisno pač, koliko si tehnično močen, koliko si perfekcionist in tako naprej. Nekje bom rekla, recimo, da suma sumarom 3 ure na teden, če delaš, bom rekla, na teh vsebinah, to je šteta tako predelovanje vsebine, kot tudi potem sama aktivnost. Skratka, če delaš nekje 3 ure na teden, bo, bom rekla, ta časovnica ustrezala tem tednom oziroma tej strukturi, ki jo bom zdajle predstavila. Torej, prva štartna faza smo rekli nekje približno 4 do 5 tednov in v tisti fazi pravzaprav delamo na kreiranju online programa, ampak čisto na tistem osnovah. Zdaj, tudi če že imaš online programe, tukaj priporočam, da si vseeno mogoče na začetku vzameš čas, pa vsaj preletiš, to se pravi, ne bojo 4 pa 5 tednov, ampak manj, skratka, da vsaj preletiš ta prvi del, zato da vidiš v bistvu, na kakšen način
da jaz peljem skozi vse procese, skratka, da pridemo, bom rekla, na en tak skupni imenovalec, jaz temu rečem, po drugi strani pa zato, ker verjamem, da če se še nikoli nisi izobraževal, usposabljal za pripravo spletnih tečajev, spletnih programov ali pa sploh, če nikoli se še nisi sploh usposabljal za podajanje znanja, boš tukaj dobil, bom rekla, res dobro osnovo tudi za to, kako upoštevati vse te zakonitosti podajanja znanja nadaljavo oziroma preko zaslona. Tako da ta štartna faza torej vsebuje ta del, kjer kreiramo vsebino in pa tudi vsebuje že nekaj malega iz edu biznisa. Namreč vsaka stvar, vsak projekt oziroma, bom rekla, vsi naši spletni tečaji morajo bazirati na našem biznisu, torej na našem edu biznisu, na našem tistem edukacijskem delu našega biznisa, zdaj, če imamo več biznisov, ne. In tukaj v bistvu v prvem mesecu poleg tega, to se pravi, ta štartna faza vsebuje poleg tega, da delamo na kreiranju programa, na tistih osnovnih veščinah kreiranja programa, da začnemo postavljati tudi temelje našega edu biznisa. Torej pogledamo vse od ciljne skupine in kako je ta usklajena z izobraževalnimi potrebami naših strank, do tega, da pripravljamo, bom rekla, gremo čez en tak mini coaching program, kjer v bistvu postavimo, bom rekla, čististe temelje, osnovne temelje našega edu biznisa. Torej, ta faza, štartna faza je en tak začetek, dobiš dostop, to se pravi, ko se vpišeš v spletni hub, imaš ta dostop takoj, to se pravi, to je ta prva stvar, ki jo imaš. Potem pa nadaljujemo z fazo, promocijsko-prodajno fazo. V tisti fazi se pa posvečamo, ta faza traja pa 4-5 mesecev. Zdaj, mogoče se v tem momentu sliši 5 mesecev veliko, ampak v praksi, jaz lahko povem trenutno iz tega leta oziroma iz te pozicije, ko zdaj snemam, ker sem šla sama letos še enkrat čez ta proces, to se pravi vse od tega, da postavljam temelje, da postavljam praktično celoten online biznis na novo. Verjemi, ni šlo prej kot v 6 mesecih, da pridem v bistvu do tega, da začnem dejansko bolj konkretno, res intenzivno prodajati. Čisto preprosto zato, ker stvari vzamejo čas. Mi kakršnokoli promocijo delamo ali pa kakršnokoli prodajno aktivnost delamo ali pa karkoli, so stvari, ki nam vzamejo čas. Zdaj, jaz tukaj zelo delam na tem, to se pravi v spletnem hubu za edopodjetnike v teh mesečnih izzivih, res peljem na ta način, da mi v tem času, ko, ne vem, promocija teče, izkoristimo čas pa gradimo, ne vem, vsebino ali neke druge zadeve. Tako to sem res upoštevala, kljub temu pa pač ta čas vzame čas, no, ne morem drugače reči, pač nekatere stvari pač zahtevajo svoj čas in nekje od 4 do 6 mesecih lahko vzpostavimo celotno to zadevo. Zdaj, seveda, če imaš željo, da greš to s tem hitreje, se mi boš oglasil, pa ti povem pač način, kako prideš do tega, da grejo stvari hitreje. Ampak, kot sem rekla, pri tem obsegu nekje 3 ure na teden, potem rabimo nekje 4 do 6 mesecev. Tako da, če je to naš, bom rekla, nek dodaten biznis ali pa da imamo veliko dela v operativi sicer, oziroma da delamo neke druge zadeve, potem je tukaj s 3 urcami pridemo nekje v teh mesecih skozi. Torej ta promocijsko-prodajna faza, kjer vzpostavimo vse sisteme, ki so potrebni za promocijo in za prodajo spletnih tečajev, pripravimo vse aktivnosti, ki so potrebne, izpeljemo vse zadeve in tako naprej. Skratka, delamo pa, poudarek je to, da delamo in strateško in izvedbeno. To se pravi, ne more biti izvedbe, če nimamo najprej strategije. Strategija sama pa seveda ni dovolj, če potem ni izvedbe. Tako da v bistvu vsa poanta teh mesečnih izzivov je to, da te peljem skozi, bom rekla, strateško načrtovanje do tehnične izvedbe. Po tej promocijsko-prodajni fazi smo rekli tam nekje 4 do 6 mesecev, pa sledi faza digitalne lahkotnosti, sem jo poimenovala. To je pa tretja faza. Skratka, zdaj smo v prve pol leta, recimo v prvih 2 fazah smo postavili vse temelje, smo usvojili, bom rekla, tiste osnovne veščine priprave oziroma kreiranja programov, osnovne veščine upravljanja online programov in pa pripravili vse zadeve v zvezi s promocijo in prodajo, bom rekla, do te faze, da so avtomatizirane, do tega, da smo vsaj enkrat izkusili ta proces, da pač vemo, kaj je tisto, kar nam leži in tisto, kar nam ne leži, da vemo, kje so kakšne izboljšave oziroma kje čutimo pri sebi, da rabimo še kakšno izboljšavo narediti, ali bom rekla, ali tisto, bom rekla, izboljšavo pri sebi, ne vem, mogoče na mindsetu ali pa na tehničnem nivoju. Skratka, tretja faza pa potem gradimo na digitalni lahkotnosti.
Tam se pa potem začnemo posvečati, bom rekla temu, da so stvari potem tudi, kot rečeno, digitalno lahkotne, to se pravi, da so tehnično lahkotne, tehnostavne za nas, da začnemo iskati nove načine, ne vem, snemanja, da izkoristimo digitalno tehnologijo bolj, bom rekla, še za druge stvari, da naredimo stvari mogoče v drugačnih oblikah, da iščemo na platformah zadeve, ki so bolj, bom rekla, ki bolj podprejo naš biznis, ker pač tudi naši edu-biznisi so različni, imamo različne potrebe, različne oblike, v končni fazi tudi različne stranke in se moramo tudi tukaj prilagoditi. Skratka, tukaj pa v tej fazi pa potem skozi, bom rekla, razne digitalne veščine, buildamo bolj te digitalne veščine, od zoomanja do res tega, da gremo tisto platformo, ki jo uporabljamo za svoje spletne tečaje, res v nulo pregledati, kaj nam nudi, kako jo lahko še boljše izkoristimo in za vodenje, torej moderiranje online programov in za promocijske namene in za prodajne namene in tako naprej. Skratka, pa se res v tej tretji fazi se res ukvarjamo s temi tehničnimi zadevami, to se pravi res snemanje, urejanje, zoomanje na tak in drugačen način, platforme na tak in drugačen način, spet seveda gledamo pač to strateško, kaj je zdaj tisto, kar imamo še za izboljšati, kje še lahko napredujemo naprej in kje lahko posimpliramo določene zadeve. Tako da, ena ura, ne ena ura, ampak en termin na teden, no, jaz tukaj res predlagam tako, da si vzameš čas, si dobesedno v koledarju rezerviraš en termin na teden za tam, ne vem, 3-4 urce, ali pa mogoče 2-krat na teden po 2 uri, ali pa vsaj 2-krat na mesec po tam 4 do 8 ur, ne. Tako da, zato, ker v bistvu ta kontinuiteta ti bo dala, bom rekla, tudi ta občutek napredka, pa zdaj, če to samo enkrat na mesec tudi malo pozabimo vmes, kaj se je zgodilo, no, tako da če samo za te kontinuitete, ki jo je fino vzdrževati, je fino pač, če si lahko rezerviraš enkrat na teden, to je tako, kot če bi se zmenil z mano, pa rekel, ok, Maruša, se dobiva, imava mentorstvo individualno, vendar si pa tukaj v bistvu sam. Nisi pa čisto sam, namreč ves čas sem na voljo za podporo, v smislu, na voljo sem seveda, ker se vse te zadeve se dogajajo v spletni učilnici, so podprte, kolikor se le da s tehnologijo, kar pomeni tudi te izzivi, ko se vsakega od njih vpišeš, dobivaš tedensko dobivaš novo vsebino z novimi spomniki, skratka, bom rekla, res tako motivirajoče, probam vse skupaj narediti. In pa seveda v spletni učilnici sem na voljo v spletni skupnosti tudi za suport. Skratka, kadarkoli se zatakne, bom rekla, karkoli z tehničnega vidika, no problem, ni panike, greš v spletno učilnico, napišeš, da je pa vse skupaj še lažje, sem pa na voljo enkrat na teden tudi za tako imenovane pogovorne urice, sem jim rekla. Skratka, trenutno je to ob petkih ob 12. In v trenutni fazi lahko obljubim, da so te urice še narejene na ta način, da so individualne. Skratka, zdaj res ta čas, dokler mogoče ta naša spletna skupnost še ni toliko velika, pa se res lahko vsakemu posamezniku posvetim tam za 10-15 minut, ker običajno tukaj fora samo v tem, da rabite majčkeno usmeritve. Skratka, pač praksa mi je pokazala, da tukaj ni zdaj ta varianta, da bi vam jaz rabila ne vem kaj razlagati, ker večino stvari imam posnetih in so posnete prav za te namene in je dosti lažje tudi za vas, ker se lahko v miru pogledate takrat, kot rabite zadeve. Bistveno, kar sem pač v praksi ugotovila, je to, da dostikrat rabite samo usmeritev, kaj je naslednji korak ali pa kje najdete kakšno stvar, no. To, ali pa včasih, če je kakšna tehnična zagata, je lažje, da pač pogledava direktno na tvojem računalniku, ker je težko ugotavljati nadaljavo, pa si mailati gor pa dol v spletni učilnici, kaj je lažje pogledati na računalniku, no. Tako da za ta namen so trenutno pogovorne urice še vedno individualne, enkrat na teden, ne rabiš priti vsak teden, včasih je dovolj samo enkrat na 14 dni ali pa celo enkrat na mesec, prideš, rečeš, ok, kle se mi je zataknilo in te usmerim. Skratka, mesečni izzivi se pa tudi fino dopolnjujejo potem tudi s temi mesečnimi e-delavnicami, tako da to še zmeraj velja, enkrat na mesec, to se pravi drugi četrtek v mesecu, od 13.00 do 14.30, smo na praktični e-delavnici v živo, kjer pa delamo bolj na teh tehničnih veščinah, to se pravi, še več pomoči pri tem tehničnem delu, to se pravi, strateško boste že sami naredili, ali pa pač pridete k meni, pa vas usmerim na teh pogovornih uricah, tehnične veščine pa potem še dodatno krepimo, raziskujemo in tako naprej tudi skupaj,
na teh praktičnih delavnicah, ki jih pač organiziram tako, da so vodene, da točno peljem čez nek sistem, da ne rabite raziskovati pa ugotavljati, kaj rabite, ampak da dobesedno vam na pladnju ponudim oziroma vas peljem čez proces, kaj in kako. Tako da, evo, izzive zdaj, kako zadeva pa še izgleda mogoče z tega vidika izvedbenega. Torej, kot sem rekla, štartna faza, dobiš izziv takoj. To se pravi, takoj, ko se vpišeš v spletni hub, imaš dostop do učilnice, to se pravi spletnega tečaja, spletni edukator, kjer te peljem skozi osnoven proces kreiranja spletnih tečajev in v bistvu lahko že pripraviš svoj lasten program za lansiranje. To se pravi, delamo na tej fazi, da pripravimo vse za spletni tečaj do te faze, da ga pravzaprav lahko že začneš prodajati. Hkrati dobiš dostop v štartni fazi, torej to je ta faza, smo rekli, prvi mesec, dobiš tudi dostop do celotne vsebine prvega izziva. To je en tak, bom rekla, bolj mini coaching program, kjer te peljem čez te osnove postavljanja temeljev za tvoj online biznis. Gremo čez vse te zadeve, tiste osnovne zadeve, ki jih je treba vzpostaviti, kar se tiče ponudbe, da razmislimo o različnih vidikih, na kaj moramo biti pozorni, da si mogoče osmisliš neke zadeve, da mogoče malo pri sebi razmisliš, kaj pravzaprav želiš doseči s svojimi online programi in tako naprej. Vsi nadaljnji izzivi, torej od 2. meseca dalje, so pa narejeni na tak način, da jih izbereš. Zdaj, načeloma, če si začetnik in če štartaš od začetka, so izzivi pač sestavljeni tako, da so zelo, bom rekla, po zaporedju narejeni in enostavno vsak mesec, ko prvega predelaš oziroma ko prejšnjega predelaš, prideš do naslednjega. Zdaj, zakaj so mesečni? Tebi ni treba tega delati mesečno. Mesečno so nastavljeni v smislu, ker sem jih vse oblikovala na ta način, da so nekje 4 tedne in v 4 tednih, smo rekli, 3 urami dela na teden, gremo čez 4 korake. Tako da vse te, zato sem jih pomenovala mesečni, niso pa nikakor vezani, ne rabiš začeti, 1. januarja z njimi pa končati 1. februarja. Mesečni so bolj iz tega vidika, ker so vsi sestavljeni iz 4 korakov in ker predvidevajo približno 3 ure dela vsak teden. Tako da v bistvu v tem kontekstu. Lahko se pa ti noter v izziv vpišeš, pa čez 2 ali pa 3 tedne počakaš, da se nabere vsebina, pa takrat predelaš. Skratka, mesečni izziv je zgolj ime zaradi tega, da damo nek okvir trajanju vsebine. Skratka, vsak mesec potem oziroma vsake 4 tedne lahko izbereš nov izziv. Tako kot sem rekla, če si začetnik oziroma če gradiš od začetka, je pač smiselno iti po tistem zaporedju, kot bo prikazano v spletni učilnici. Drugače pa vsak izziv imel na začetku en tak kratek uvod, v katerem povem, na čem bomo delali, na čem je poudarek, kaj konkretno bomo v tistem izzivu naredili, kar pomeni, da ga lahko potem izbereš glede na svoje potrebe, ker verjamem, da pač tisti, ki ste že pa nekaj časa v svojem biznisu, v edubiznisu ali pa da že delate online programe, mogoče ne rabite nujno tistega, kar je po zaporedju mišljeno, ampak lahko izberete nekaj drugega. Če ne veste, kje ste, če ne veste, kam iti, kaj je naslednji korak, sem vedno pa na voljo, tako kot sem rekla, na pogovornih uricah ali pa asinhrono v spletni učilnici. Evo, tako pa hitro še pogledam sem na moje zapiske, mislim, da sem povedala vse te zadeve. To se pravi, imamo 3 faze, v prvi fazi dobite vse takoj, potem pa izbirate, oziroma v prvi fazi, v prvem mesecu dobite in kreiranje in delo na online biznisu, potem pa od tam dalje izbirate mesečne izzive, tako kot si sledijo ali pa kot potrebujete za svoj online edubiznis. 3 urce na teden si rezervirate, kot da ste z mano. Če rabite pomoč, sem pa torej na voljo v spletni učilnici asinhrono ali pa ob petkih ob 12 na Zoomu sinhrono, to se pravi tam 10-15 minut, kot sem rekla, trenutno še individualno, tako da se splača izkoristiti, ker se vam res lahko posvetim in individualno pogledam in usmeram v levo ali v desno, oziroma skratka v vsakem primeru naprej, da počasi napredujete, počasi gradite celotno zadevo. Delate torej na svojem biznisu, torej res gradite, bom rekla, zadeve, ki vas opolnomočijo oziroma ki spodbujajo rast in optimizacijo vašega edu-biznisa, hkrati pa delamo res na tem, da iščemo tudi stvari, ki so usklajene z nami. To se pravi, eden od mojih res srčnih principov je tisto, da pač stvari, jaz dam neka ogrodja, rečem tako, pa tako je,
za narediti, ne, vi pa potem v bistvu tukaj iščete, bom rekla, tisto svojo tehnično lahkotnost, ki izhaja tudi iz te lahkotnosti, kako so stvari usklajene z vami.